Spoštovane gledalke in gledalci, novinarke in novinarji, dr. Dragan Kovačič, vršilec dolžnosti direktorja Splošne bolnišnice Celje, ki ga lepo pozdravljam prek Zooma, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Cveto Uršič, ekipa UKOM-a, gospa tolmačka za slovenski znakovni jezik, sodelavci v moji ekipi, državljanke in državljani, občanke ter občani. Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci o izzivih COVID-19. Včerajšnji večerni teroristični napad na Dunaju, ki se je zgodil tik pred uvedbo ostrejših ukrepov za zajezitev COVID-19, je pretresel celotno Evropo in odmeva po svetu. V času soočanja z naraščajočo epidemijo je to še veliko dodatno varnostno in emotivno breme za naše severne sosede. Prebivalcem glavnega mesta izraža naše iskrene in polne solidarnosti, svojcem tragično preminulih pa iskreno sožalje in sočutje vseh nas. Mi pa prehajamo k pregledu epidemioloških razmer in uradnih podatkov o novih okužbah na včerajšnji dan. Včeraj je bilo opravljenih 4587 testiranj, potrjenih je bilo 1176 novih okužb, delež pozitivnih testov je znašal 25,6%. Poglejmo si tale graf. Ta graf prikazuje število na novo odkritih okužb v zadnjih 14 dnevih in zadnjih 7 dnevih na 100 000 prebivalcev. Gre za mesec oktober. Če pogledamo zadnjih 14 dni, je to ta višji graf, ki ima te modre stolpce, in vidite, da število okužb še vedno narašča, da pa vendarle ta rast ni več tako zelo strma. Če pa pogledate spodnji graf, ki pa prikazuje samo zadnji teden, pa nenadoma vidite, da se je v zadnjem tednu ta rast močno upočasnila, da je že dosegla svoj vrh in da se počasi spušča. Kot je razvidno iz podatkov in tudi iz grafa, ki ga lahko še naprej gledate, na svojih zaslonih so se razmere v zadnjem tednu oktobra kar nekoliko popravile. Okužb je manj, tako v absolutnem številu, pa tudi delež okuženih med vsemi testiranimi je opazno padel. To je vsekakor spodbuden podatek, ki nas opogumlja v našem vztrajanju pri doslednem spoštovanju in izvajanju ukrepov, a velja ob tem poudariti, da je to zgolj eden izmed indikatorjev, na podlagi katerega lahko bolje razumemo trenutne epidemiološke razmere. Ne smemo namreč zanemariti, da je navodilo Ministrstva za zdravje vplivalo na način testiranja, zato moramo vsa spoznavanja jemati tudi z vso potrebno rezervo. Drugi indikator, ki je v tem trenutku bolj pomemben in je ključen, pa je število postelj, ki jih imajo za obolele za COVID-19 še na voljo oziroma zasedene naše bolnišnice. Da se število obolelih, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo, povečuje in se bo še naprej povečevalo še dalj časa, na naših novinarskih konferencah opozarjajo zdravniki iz različnih koncev Slovenije. Zato razmeram v vseh COVID bolnišnicah vsak dan namenjamo vso potrebno pozornost. Danes je tako preko Zooma z nami dr. Dragan Kovačič, vršilec dolžnosti direktorja Splošne bolnišnice Celje. Preden mu predam besedo in ga prosim za njegovo aktualno poročilo iz terena, pa mi dovolite, da sporočim oziroma predstavim še zadnje stanje v slovenskih bolnišnicah. Kot že rečeno, se še naprej povečuje število ljudi, ki potrebujejo zdravniško pomoč. Iz bolnišnic je bilo včeraj odpuščenih kar 57 oseb, kar je 7 več kot dan prej. Bolnišnično oskrbo od včeraj potrebuje že 925 oseb obolelih za COVID-19, intenzivno nego pa 146 oziroma še 11 več kot včeraj. Žal je tudi število umrlih ponovno preseglo 20. Umrlo je 24 oseb, skupaj pa je zaradi COVID-19 v Sloveniji življenje izgubilo že več kot 400 ljudi. Natančna številka je 412. Besedo sedaj predajam v Celje, kjer so imeli včeraj 23 okužb, čez vikend pa je Splošna bolnišnica Celje dosegla žalostni mejnik, ko so pri njih zabeležili največje število smrti v enem dnevu, žal kar 5. V Celju se je
na testiranjih včeraj odkrilo 23 novo okuženih, kot že povedano. Zdaj pa dr. Dragan Kovačič, beseda je vaša. Hvala, ker ste si vzeli čas za sodelovanje na naši tiskovni konferenci. Izvolite in ob koncu boste verjetno dobili tudi kakšno vprašanje od novinark in novinarjev, ki so v tem trenutku na Zoomu skupaj z vami. Izvolite. Hvala lepa, gospod Kacin. Najprej lep pozdrav vsem gledalcem in seveda novinarjem. Pa lep pozdrav iz Celja. Najprej bi preletel aktualno stanje v naši bolnišnici, ki je v bistvu tretja največja COVID bolnišnica v Republiki Sloveniji. Če gledamo podatke od 22.9.2020, je bilo v bolnici Celje doslej zaradi COVID-a hospitaliziranih 1173 bolnikov. Na intenzivnem oddelku je bilo zdravljenih 257 bolnikov, se pravi, to so tisti z najhujšim potekom. Nažalost, dejansko moramo poročati tudi o tisti zadevi, ki nas najbolj skrbi in se tudi najbolj bojimo in se borimo z vsemi svojimi močmi, da bi bila čim nižja, to je število umrlih, ki je skupno 39. To je seveda grozna številka, vendar je treba gledati v razmerju glede na število hospitaliziranih bolnikov. Umrlo je 3,3% hospitaliziranih bolnikov v bolnici Celje, medtem ko če gledamo pa hospitalizirane na oddelku za intenzivno interno medicino, kjer jih večinoma umrejo, ker tja dajemo pač najhujše bolnike, je pa to okoli 15,2%, kar je procent, ki je dejansko znatno nižji, kot so recimo tisti, ki jih vidimo v literaturi. Iz tega bi pohvalil vse naše intenzivce, ki so trenutno eni najbolj obremenjenih in jim zaželel dobro delo še naprej. Razpon ljudi, ki so umrli, je med 64 let, to je bila najmlajša pacientka, pa do 95 let, tu nekje je bil pač razpon starosti. Sestava bolnikov, ki so sprejeti v splošno bolnišnico Celje, je takšna, da imamo na navadnih bolnišničnih oddelkih bolnike povprečno stare 61 let, povprečna starost bolnikov na intenzivnih oddelkih je 70 let, 20% bolnikov prihaja iz domov starejših občanov. Tu moram pohvaliti domove, ki so v tem drugem valu v naši regiji, kjer jih je veliko število, mislim, da je kumulativno okoli 3600 varovancev v teh domovih, bistveno boljše organizirani, kot so bili v prvem valu, in tudi organizacija sivih, rdečih con in seveda na nek način zadrževanje bolnikov v domovih, da ne preobremenijo bolnišnic akutno, deluje bolje, kot je delovalo v prvem valu. Če pogledamo današnje stanje, je pač v skladu z krivuljami, ki jih je pokazal že gospod Kacin, se pravi število ljudi, ki zahtevajo bolnišnično zdravljenje, v glavnem zaradi potrebe po kisiku, počasi narašča. Trenutno imamo v bolnici Celje organizirano delo tako, da imamo 3 COVID oddelke. V COVID oddelke smo preoblikovali 2 internistična oddelka z skupno 69 posteljami in en kirurški oddelek, torej urologijo, ki ima trenutno 19 postelj. Tako da imamo trenutno 89 postelj, na katerih imamo 88 ležečih bolnikov, medtem ko intenziva, ki ima 19 postelj, ima pa 18 pacientov. Tako da vidimo, da praktično vse naše kapacitete so zasedene. Nekoliko boljše stanje na pediatriji in ginekologiji, ki imata lasten COVID oddelek. Tam je situacija takšna, da trenutno nimamo hospitaliziranih pacientov, kar je tudi za pričakovati, ne. Problem seveda predstavlja tudi urgenca, bi rekel urgentni oddelek, COVID del, ne. Namreč fenomen, ki ga zdaj opažamo, je, da število obravnav na COVID urgenci narašča, medtem ko število obravnav na ne-COVID delu urgence pa upada. Če pogledamo številke iz sobote in nedelje, v soboto je bilo pregledanih na COVID urgenci 64 bolnikov, v nedeljo 76, mogoče to ne pove veliko, lahko vam pa povem procent, ne, se pravi, zdaj na urgencah obravnavamo že 45% obravnav je obravnav zaradi COVID-a, to pomeni približno polovica. Zaskrbljujoče je oboje. Naraščajoč procent obravnave zaradi COVID-a govori, da se val na bolnišnice nadaljuje, padajoč procent obravnav ljudi brez COVID-a pa nas prav tako skrbi, saj nas skrbi, da bi tu mogoče kdo iz pretirane solidarnosti do zdravstvenega sistema pa le ne prišel, pa bi kljub temu moral priti zaradi narave svojega zdravstvenega stanja.
Trenutno na naši urgenci 17 bolnikov z COVID-om čaka na sprejem v bolnišnico. Zato tudi urgentno širimo posteljne kapacitete in prerazporejamo kader, zato da bi odprli dodatne kapacitete v obliki 4. COVID oddelka z približno 30 posteljami v prostorih ortopedskega oddelka. Tako da tu se borimo, širimo in pač spremljamo aktualno situacijo. Zdaj, to so bile številke, da ne bom preveč suhoparen, bi se dotaknil še nekaterih problemov, ki jih imamo v rednem delu, ne preveč pesimistično. Problem je največji problem, ki smo ga pričakovali, pravzaprav zbolevanje zdravstvenega kadra. Trenutno imamo v bolnišnici Celje na bolniškem staležu 177 medicinskih sester in 23 zdravnikov. Po številkah se približujemo 10% zaposlenih, in te številke bodo po naših predvidevanjih še rasle, kajti stresne razmere, podaljšani delovniki, delo z zaščitno opremo, delo v veliki koncentraciji virusa bo jasno terjalo svoj davek. Da ne bi bilo vse črno, v drugem valu moram pohvaliti sistem, ki je v smislu osebne varovalne opreme bolje pripravljen kot v prvem. Enako velja tudi za opremo. Mi smo v vmesni čas dokaj dobro izkoristili in smo se opremili, tako da imamo to zadevno manj problema. Sicer problemi so in če bodo val trajal, bodo tudi problemi se verjetno ponavljali ali pa slabšali, ampak trenutno je ta zadeva boljša. Kar se tiče še enega problema, je ta utrujenost zdravstvenega osebja. Tu moram izpostaviti medicinske sestre, ki se v bistvu brez razmišljanja žrtvujejo in delajo na deloviščih, ki jih niso vajene, ne sprašujejo, podaljšujejo svoje delovnike, čeprav vsi vemo, da jih skrbi tudi za domače, skrbi jih za otroke, ki so doma sami. In moram reči, da tu so pravi primer požrtvovalnosti in jih moram javno pohvaliti. Enako velja za zdravnike. Mi zdravniki smo dosti svojeglava populacija, in se dostikrat težko uklanjamo pri določenih spremembah, pa kljub temu moram reči, da smo v bolnici Celje našli skupni jezik in praktično ni stroke, ki ne bi aktivno sodelovala pri reševanju vsakodnevnih problemov. Da pa ne bi pozabil vseh ostalih reševalcev, administratorjev, kuharjev, čistilnih servisov, vsi pravzaprav delujejo ubrano in tu moram nek pridih optimizma dati, čeprav je situacija, s katero se spopadamo, resna, ampak kljub temu, da vsak dan vidimo najslabše, kar se lahko dogaja, vidimo tudi nekaj najboljšega v ljudeh in to nas drži. Moram pohvaliti tudi kolege v primaru. Zadnje dni se slišijo kritike na njihovo delo. Mislim, da oni svoje delo izvrstno opravljajo, da se ravno tako žrtvujejo in pač pomagajo po vseh svojih močeh, več kot to pa ne moramo pričakovati od nikogar. Tudi oni so samo ljudje, tudi oni zbolevajo in tudi oni so utrujeni. Zdaj, iz tega, kar sem povedal do zdaj, vam je verjetno že jasno, da v Celju je morala na visoki stopnji. Mogoče včasih ne čisto realno, zaradi tega, ker se vsakodnevno srečujemo z zelo težkimi situacijami, zelo težko je sporočati ljudem, da njihovi svojci so kritično bolni in da ne bodo uspeli preživeti ali preboleti bolezni. Ampak nekako zmoremo. Sam vam lahko povem, če zdaj apeliramo na javnost, ker je javnost zelo pomemben del tega boja, brez javnosti ne bo šlo. Jaz sem sam prebolel COVID, skupaj z svojo hčero sva rinila skozi težave COVID-a, ni bila najlažja oblika in lahko iz prve roke sporočim, da če se le da izogniti okužbi, se je izognite. Ker jaz sem mlad, upam, ne preveč težek, nimam komorbidnosti, pa športno aktiven sem, pa sem kljub temu mislil, da ne bom zdržal doma. Zato se varujte, uporabljite vsa orožja, ki vam jih vsakodnevno priporočamo, od distance preko mask, pomagajte nam, da bomo zdržali v tem valu, jaz predvidevam še nekaj tednov in ga bomo premagali, potem pa lahko rečem samo še nasvidenje v naslednji vojni, ko bo prišel naslednji val, ampak iz vala v val smo vse bolj podkovani z znanjem, z izkušnjami, nove sheme zdravljenja nam infektologi ponujajo in zdravljenje je iz vala v val vse bolj učinkovito. Čas je pa na naši strani, ker
Številne firme razvijajo cepivo, ki prej ko slej bo, in potem se bomo te nočne more lahko tudi rešili trajno. Hvala lepa.